Evangelje išče pot. Dober dan. Od srede do petka bo v Rimu potekalo jubilejno praznovanje posvečeno duhovnikom iz škofij vsega sveta. Na programu so kateheze skupaj škofi po rimskih cerkvah in v različnih jezikovnih skupinah. Sveto mašo in molitveno bdenje bodo skupaj obhajali na trgu pred Lateransko baziliko. V petek na praznik srca Jezusovega pa bodo skupaj na trgu svetega Petra s papežem Leonom, ki bo posvetil tudi nove duhovnike. Z nami pa je danes eden od letošnjih zlatomašnikov, gospod Miroš Liber, ki je velik prijatelj Radia Ognjišče in sočuten prijatelj bolnikov in ostarelih. Z njim sem se pogovarjala v zadnji radijski katehezi o njegovem duhovništvu. V studio je prinesel 3 podobice. Novomašno, jubilejno ob 25. obletnici mašništva in letošnjo zlatomašno. Kaj piše na njih, kaj to pomeni za njegovo življenje, njegovo pot, ki je bila bogata v darovanju za druge, pa v nadaljevanju naše rubrike. Vabljeni k poslušanju. Ta stavek iz pisma Rimljanom, ki mi spremlja od nove maše, srebrne maše in tudi zdaj in ne vem koliko še naprej. Njim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Potem pa običajno Miroš Liber, novomašnik, Moravče 6. julija v svetem letu 1975, preprosta podobica z 2 angelčkoma, takrat je bilo to moderno. Kaj pa piše na zlatomašni podobici? Spredaj je meni draga Lurška Mati Božja, no pa ni ta edina v tem sklopu zlatomašnih podobic. Isto piše, njim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Potem pa to, za kar obhajamo jubileje, pa jaz gotovo tudi sam, je Bogu zahvalo za dar mašniškega posvečenja. Potem je pa 1975 z velikimi 50, potem pa 2025 in spet v svetem letu. Potem je pa ena slikca nekoga, ki ga ste že kdaj videli. Potem pa zapisano, da bo ta zlata maša Moravče 22. junija to leto. In potem je zapisano, kje sem bil, v Sodražici 1975 do 80, Šentjerneju od 80 do 83, Zagorje ob Savi 83 do 85 in potem v bolniški župniji kar 27 let in zdaj od leta 2012 na Dobrovi. Je črtica, koliko še, pa Bog ve. Tako tega ne vemo niti mi zase. Hvala za tole podelitev. Na mizi pa imate tudi kopijo družine iz tistega časa. Koliko je novomašnikov bilo tega leta junija 1975? Jaz z veseljem malo urejam naša srečanja, ko se vsako leto dobimo, drugo sredo v juniju. Duhovniki, ki smo bili posvečeni 1975, nas je bilo za Slovenijo 61. Sam za Ljubljansko škofijo nas je bilo 17. In med temi 61 je tudi Pedro Opeka, je tudi frančiškan Anton Žerdin, ki je škof v Peruju. Sicer pa smo doma, takšni in drugačni. In med njimi, med nami, 61 jih je 18 že Gospod poklical k večnemu bogoslužju. So že umrli. Tukaj, poleg te kopije, je še tudi ena fotografija gospe iz doma, pa nam povej, kako sta vidva povezana? Večkrat sem že omenil, da sem, tako kot vi, šel skozi velike bolezni
In sem hvaležen Bogu, sem hvaležen tudi zdravstvenim delavcem in sem hvaležen tudi tele gospe. To je Marija Mrak Pogačar, ki je bila moja zdravnica. Prvič sem se zdravil na gastrokliniki kot bogoslovec v 3. letniku in še potem 7 let vsega in ona je skozi skrbela zame. In še živi v domu za starejše v Notranjih Goricah in prav pred tedni sem jo obiskal. Zelo je bila še govorljiva, sva se pogovarjala, je omenil, da mi je zdravila za ulcerozni kolitis, je rekla, to je pa težka bolezen. In ko sem jo omenil, da sem prijel 20 tablet na dan, je rekla, to je pa veliko. Sem rekel, no, zdaj pa še nasmeh, prosim, pa sem jo lepo pobožal, pa naredil fotografijo in jim seveda tudi poslal vabilo za zlato mašo. Vem, da ne bo šla, vem, da pa še lahko prejme obhajilo, kaj je tudi prijela ob obisku in jo bom še kdaj obiskal. Sem pa prepričan, da bo tisto vabilo imela shranjeno na nočni omarici in bo še kdo od domačih prišel, pa bo rekel, poglej, hvaležen je za zdravnico. In tudi vi, ki prisluhnete in slišite katehezo, bodite tudi hvaležni svojim zdravnikom in vsem, ki vas spremljajo, od terapeutov, pa morda na paliativi ali v hospicu ali tudi kje druge. Prinesli pa ste tudi Albo, 50 let je stara, povezana je z vašo mamo, pa nam povejte nekaj več o tem. Ja, tisto leto 75 ni bilo še takšnega blaga in mama je dobila najboljše blago, dala narediti Albo, potem pa vezla z rdečo tkanino v to Albo rokave in pa spodaj pšenični klas in pa svetilka, taka poznana. In gotovo govori o tem, da moram biti svetilka. Zdaj, kolikor sem premal, ker premal molte zame in se vam priporočam, da to tudi počnete v prihodnje. Sem pa hvaležen tej Albi, ker me spominja na mamo, na starše, na dom, tam, ker sem zrasel, ker sem dobil prve korenine za poganja te klase mojega duhovniškega poklica. Boste rekli, ja, sej tisto blago tistih časov je že tako, da ga daš v torbo, pa se vse zmačka, to je res in zato so mi priporočali in mi omenili, sem poslušal, marsikaj treba poslušati, da se da tudi izrezati ta del veznine in dati v novo Albo in tako mi je gospa iz Žirov naredila in še dodala malo čipk, ki so značilne za našo Slovenijo. In tako z veseljem bom imel ne prej kot jutri to Albo pri oltarju svetega Martina v Moravčah na Zlati maši. Poslušali ste letošnjega zlatomašnika gospoda Mira Šlibarja. V teh dneh, ko molimo za našo državo Slovenijo, molimo tudi za letošnje novomašnike, njihovo zvestobo poklicu in nove duhovne poklice. Od vas pa se poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem prispevek za vas pripravila. Z Bogom in nasvidenje. Življenje išče pot.